Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Maja Robič, doktorica medicine, direktorica zdravstvenega doma Jesenice. Lepo pozdravljena. Dober dan. Stopili smo že tudi ne samo v koledarsko jesen, tudi v pravo jesen, čeprav je en dan je sonce, drugi dan je oblačno, dež, sneg, pa so se pojavila respiratorna obolenja. Kakšna? Ja, v bistvu imate prav, ne. V bistvu imamo res neko tako aprilsko vreme in imamo pa tudi vse običajne infekte tega časa. To so v bistvu prehladna obolenja, gripe še nismo zaznali, pojavlja se tudi COVID. Ločevanje med temi posameznimi respiratornimi infekti iz stališča stroke morda niti ni tako zelo pomembno, tako da pač brisov rutinsko ne opravljamo več. Ampak nekako za gripo je res značilna tista vročina, suh kašelj in zelo slabo počutje z bolečimi sklepi. Prehladi ponavadi minevajo nekje bolj blago z nekimi kataralnimi znaki, se pravi zamašenim nosom, bolečim grlom, vročina je blaga ali pa je sploh ni. COVID je pa nekje vmes, malo je podoben gripi, malo prehladu, ampak v bistvu povsod je potreben počitek, tekočina, zbijanje vročine. In v primeru seveda, da pač slabo počutje vztraja več dni, pol nekje po 3-4 dneh tudi obisk zdravnika. Kdo najpogosteje oboleva za COVID? Vemo, da pred leti smo imeli kar vse je bilo zaprto, zdravstveni domovi, cepljenja obvezna, sicer sedaj tega ni, vendar so to osebe, ki imajo slab imunski sistem. Ne, zdaj je COVID v bistvu poslal še eno izmed prehladnih obolenj, ne, tako da v bistvu zboli vsak, klinična slika je odvisna od tega, kakšen je imunski sistem, a ne. Tako bom rekla, mi vsi smo verjetno šli že čez več krogov COVID-a, najhujši je ponavadi ta prvi, potem pa pač je vsako leto virus kroži, imunost je zelo kratka, zelo hitro se spreminja, tako da neke dolgotrajne imunosti ni pričakovati. Seveda pa je še vedno nekaj učinka cepljenja, ki za čez najhujše obdobje, se pravi teh respiratornih virusov, ima svoj namen. Predvsem je pa pomembno cepljenje proti gripi, ki pa zelo dobro, vemo, da zelo dobro učinkuje in je res priporočljiv vsaj pri populaciji nad 65 let, pa tudi ostali. To je res nek tak ukrep, ko naredimo veliko lahko zase in za druge, da pač nekoliko preprečimo širjenje gripe. Gripa veliko bolj prizadene kot navaden prehlad. So se cepljenja že začela? Ne, letos imamo prvič vseslovensko akcijo in začnemo s cepljenjem proti gripi 20. oktobra po celi Sloveniji. Tako da bo to nekako malo večji dogodek, tudi naš zdravstveni dom pri tem sodeluje, sestra Urška Sedlar in cepilni center. Hvala lepa za tale pogovor.